Doktor Han, vaša zadnja knjiga, ki je izšla pri Beletrini, je bila leposlovno delo. Zdaj, ko ste se že začeli ukvarjati z nesmrtnostjo, pa ste spet prišli v formi esejistike. Kaj vas je nagovorilo sploh k tej temi? Bolj medicinsko-znanstveni pristop oziroma vprašanje, ali je stvar, kakršna je nesmrtnost sploh mogoča, ali gre za širšo sociološko-psihološko vprašanje, na katerega si je tudi v primeru medicinskega uspeha treba znati odgovoriti. Ja, na nek način, bom rekel, globla motivacija, da sigurno so številni pogovori z ljudmi, ki se znajdejo s slabo diagnozo in približno na ta način sem tudi oblikoval knjigo. Se pravi, prvi del knjige je pravzaprav tist, bom rekel, junaški del, torej človek vedno, ko zve slabo diagnozo, na nek način nima besed, niti da bi sam o tem razmislil, niti da bi se za komorkoli o tem pogovoril, zato ker naša družba strah pred smrtjo izrazito uporablja za nekakšno motivacijo. Torej, strah pred smrtjo je postal glaven globalni motivator, če je bilo v 60-ih letih mogoče eroticizem, tisto, kar je gnalo družbo pa ljudi naprej, je treba reči, da glede na vse viharje epidemij, strahov pred čemerkoli, je v zadnjem času pravzaprav ta globli vzrok, se pravi neposreden strah pred smrtjo tisti, ki ga mora družba, tako kot tudi nazaj, kot opisujem v knjigi, tabuizirati, zato da učinkuje potem, da se ukvarjamo v podstati z begom pred smrtnostjo in seveda na ta način jemljamo besede tistim, ki v resnici so na poziciji, da se srečajo z smrtnostjo. Torej, in zaradi tega ima človek, ki dobi slabo diagnozo, pravzaprav zna samo povzeti ta družbeno dikcijo v zvezi s smrtnostjo, to je, kako bomo nekaj premagali, kako bomo imeli cilje, kako bomo šli naprej, čeprav je seveda to popolnoma kontradiktorno, kajti takrat, ko zveš za svojo neposredno usodo, je pravzaprav v nasprotju s tem, da se začneš z jezikom družbe, ki želi samo kazati, kako bo naprej, kakšne projekte bo še imel, ampak človek, ki je na tej diagnozi, je v to prisiljen. Zato je prvi del moje knjige junaški. Se pravi, prvi del knjige začne z Alkorjem kot korporacijo, ki je nekako začela prodajati te strahove na ta način, da se lahko nam obljublja večno življenje, če bomo pač investirali prvič v sam tehnološki proces, ki ga prodaja korporacija. Drugič, opisujem v knjigi, mora človek, ki gre v ta postopek, biti tudi maksimalno aktiven za preživetje te korporacije, kajti če korporacija ne bo preživela, tudi trupla, če gre korporacija v stečaj, potem je konc z nesmrtnostjo. Se pravi, mora biti še vedno dušik redno skrbovan, kar pomeni, da ko stopaš v pogodbo s to korporacijo, moraš pravzaprav biti tudi si pravzaprav na nek način delničar te korporacije. Se pravi, se moraš angažirati kot po verigi, ko se prodaja praške in tako naprej, se pravi, se moraš angažirati, biti akviziter tega, da ta ideja živi, ker če ne bo živela, bo tudi dušika za tebe zmanjkal, ko boš plaval v nemu, ker bo šla korporacija v stečaj. No in
Ampak ta junaški del sem predvsem zato zbral, ker se na ta način začnemo šele pogovarjati o smrti. Se pravi, mi se vedno začnemo pogovarjati o smrti na ta način, da se pogovarjamo o tem, kako ni smrti. Se pravi, kaj se da narediti, kaj so danes najnovejše metode, kaj v Ameriki delajo pri tvoji bolezni. In potem gre knjiga od tega junaškega dela, kjer pokažem, pravzaprav, kako se vsak del telesa skoraj danes da zamenjati, kako se bo dal gojiti organe v pujsih, oziroma kako se trenutno že v Ameriki zelo razpravlja o CRISPR-Cas tehnologiji, ki omogoča rast tvojega organa iz tvojih matičnih celic v pujsu. In to so popolnoma resne razprave, ki so se ta let dovolile odpreti. Se pravi, vso to junaško tehnologijo nas... Je pa zvočna tehnologija. Se pravi, v drugem delu potem analiziram vso to junaško tehnologijo, ki nam pravzaprav realno omogoča menjati mnoge dele našega telesa, ki nam omogoča v končni fazi tudi narediti rastlinjake človeških teles, če bi bilo možno presajati glave. In tudi razpravljamo o tem, da o poskusih, kjer se vidi, da pravzaprav presajanje posameznih organov v telo ne povzroči mladosti tistih organov, da bi pravzaprav mogel presaditi glavo na mlado telo, če bi hotel, da se možgani v resnici obnovijo. No, seveda, potem v naslednji deli grem pa vedno bolj po tej poti, po kateri gre človek, ko zve slabo diagnozo. Se pravi, od tega junaškega dela, preko tega analitičnega dela, do tistega dela, kjer se na koncu pač nekako začne razumevati, kaj je v resnici nesmrtnost. Se pravi, nesmrtnost njegovega plemena, nesmrtnost zavesti, nesmrtnost duše, se pravi, na koncu zaključam s tem. Hvala. Doktorica Salecl, doktor Han je že omenil, da v bistvu, da ljudje, ki so soočeni z diagnozo lastne smrtnosti, se znajdejo v nekakšni osami. Pa gre pri tem, mislim, znano je, da so včasih ljudje o smrti morda govorili bolj zlahka, kot govorimo danes. Ali je to res, ali je to mič in ali je to prodajanje nesmrtnosti, večnega življenja, zdravja, mladosti in odrivanja bolezni in vsega, kar ni popolno na stran. Tudi in ta stiska, ki jo ljudje, ki potem zbolijo, doživljajo, toliko večja zaradi te kapitalistične želje po večni popolnosti in večni sreči. Ja, do določene mere, to, kar ste zdaj na koncu dejali, res, da v bistvu družba danes, posebej zato, ker nam dejansko toliko omogoča vseh teh novih tehnologij, nam daje neko novo iluzijo podaljševanja življenja. Seveda vprašanje se zelo hitro postavi, kakšnega življenja. Ne? Ali je tisto življenje, ki ga podaljšujemo, še življenje, ki ga je dejansko vredno živeti. In sicer, ali še imaš vse te možnosti v življenju, ali še lahko nekako na nek način si tudi željen, ali še lahko imaš recimo intimne odnose, takšne vrste, ki si jih želiš, tudi če recimo podaljšaš življenje. Vprašanje je, če je tisto življenje pravzaprav take kvalitete, ki bi ga rad živel. Ampak to, kar ste pa v prvem delu vprašali, glede zgodovinske spremembe, pa mislim, da ja, da se je spremenilo, tako kot recimo nam knjiga lepo prekaže. Tudi sama se iz svojega otroštva spominjam, da je bil, vsaj v mojem malem kraju, v Slovenj Gradcu, ritual smrti nekaj običajnega. Moja stara mama je velikokrat šla umivati liče, ker je bil to nek ritual, kjer so si sosedi pomagali, kjer se je skupaj potem šlo skozi ritual molitve, nekega slovesa s recimo telesom posameznika, ki je umrl v hiši. Tiste dne, kar danes pravzaprav nimamo več, razen če se nekdo to odloči sam narediti. Pred par leti je umrla moja prijateljica v Nemčiji,
mojih let in ona se je odločila pred smrtjo, ko se odločila, da ne bo nobenih več terapij, sprejela natanko takšno smrt, te stare vrste smrti, slovo doma, celo neko zabavo in potem tudi to odgovor z družino, da njeno telo ostane, da je v bistvu tudi ta ritual za njene otroke, da se v bistvu še od tega mrtvega telesa poslovijo. Tako da, posebej, če pogledamo glede otrok, se je res zgodila ta tabuizacija, da male otroke, recimo, mnogokrat ne jemljemo na pogrebe, kar je ena zelo velika napaka, ne? Če jih izključimo, mogoče jim preprečimo nek proces žalovanja, ki mu ta ritual pogreba velikokrat pomaga. Ne? Ta simbolni rituali nam pri izgubah zelo velikokrat pomagamo to izgubo predelati. Kar zadeva pa diagnoze, je pa zame zelo zanimivo, ko gledam medicino iz nekega bolj, recimo, filozofsko-psihoanalitičnega vidika, kako malo se recimo v medicini govori o potrebi zanikanja, ko zveš za recimo neko težko diagnozo. Še posebej danes, ko smo tako zelo pod vplivom prava, namreč ko je posameznik, tako zdravnik kot pacient nenehno bombardiran s tem, da mora biti seznanjen, da mora podpisati, da razume in da skratka, mnogokrat mu je onemogočeno iti skozi neke faze zanikanja, ki pa posamezniku v bistvu lahko pomagajo preiti tisti prvi šok, ko se pač soočiš s svojo lastno smrtnostjo. No, ko pa govorimo o smrtnosti, pa ne smemo pozabiti stare misli Sørena Kierkegaarda, danskega filozofa, ki je dejal, da ja, smrti nas je strah, ampak njegova ideja je bila, da tesnova je hujša, če obstaja možnost nesmrtnosti. In ravno na to bi se zdaj želela navezati. No, ravno na to sem se želela navezati, da ta paradoks nesmrtnosti oziroma možnost biti nesmrten, tudi Lacan je recimo dejal, da kako bi človek sploh lahko prenesel življenje, če ne bi vedel, da ga na koncu čaka konec, pač smrt, kako bi sploh prenesel to težo. In ali mislite, da bi bilo ljudem, če bi vedeli, da bo življenje trajalo večno, še težje živeti? Jaz bom najprej odgovoril mimo vašega vprašanja. Namreč v tej knjigi sem seveda področje, ki ga pokrivam, je psihiatrija, psihoanaliza in lahko rečem, da sem v tej knjigi zaznal pravzaprav cel kup psihopatoloških zadev, ki bi jih takole naštel: schizoidno-monističen način, nevrotičen način, psihopatija in narcizem. Čisto kratko bom to povedal, potem pa odgovorim na to, kar ste me vprašali. Namreč, ko se tako ukvarja človek z nesmrtnostjo, se pravi z ohranitvijo sebe, ne? Recimo sebe kot samozavedanja, kot ta izraz tudi bolj proti koncu uporablja dr. Ihan, jaz mislim, da gre tudi za narcističen problem in popolnoma precenjeno individualnost. Ne? Mi za našo individualnost mislimo, kako smo grozni nekaj posebnega, nekaj enkratnega, vse smo res do neke mere enkratnega, ampak recimo jaz sem se dolga leta vozil na analitično izobraževanje v Rim z enim takim Nobel vlakom in tam so bile gruče Amerikancev. Po tretji, četrti vožnji, ko sem poslušal te pogovore, sem imel stalni občutek, da sem to že slišal, da sem že to videl in skratka, sem opazil, da pravzaprav ne v majhnih grupah, ne v posamezniku je te imenovane individualnosti bolj malo. Druga stvar je, ki se tiče psihopatije pa krionike, ne, kjer nek posameznik poskuša svoje življenje na tak način podaljševati, seveda, zaradi tega, ki je nagrabil en denar od drugih ljudi in ne vem, na kakšen način ga je dobil in zdaj poskuša sebe izpostaviti na neko posebno mesto, ne da bi se sicer za družben kontekst, ki je dosti zanimal. Potem gre pa seveda, to je tudi v knjigi na koncu omenjeno, kako bi bilo, če se ta človek, ki bi zdaj ta njegovo odmrznitev uspela in bi se tam znajdel čez 100 leta, 150 let v tistem svetu,
ne, kako bi tam funkcioniral. In se izkaže, ne, da je ena predstava, ne, zelo schizoidna, monistična, ne, na tega, ne vem, če sem si prav iz šolskih dob zapomnil, ampak Leibniz je govoril o nekih monadah, ki neko prosto plavajo po vesolju, in tako se mi je zazdel, da bi se tak individuum znašel v nekem podobnem položaju. Potem je pa še ena reč, ki se pa tiče pravzaprav, ko se življenje premakne v drugo polovico ali pa celo bolj proti koncu, ne, se mogoče začnejo ljudje mrzlično ukvarjati s to svojo nesmrtnostjo, namesto da bi malo poprej mislili na to, v smislu Otona Župančiča, ki je rekel, takrat, ko je najvišji dan, izmeri daljo in nebesno stran, to je ena, ne? In to je pa tisti, kar sem imenoval četrto kategorijo, je pa nevrotični princip. Veste, kako nevrotiki ravnajo? Bojijo se jutra, bojijo se tudi dneva, zelo pa uživijo proti koncu dneva in tisti dan želijo podaljšati. In ta želja po nesmrtnosti se mi zdi na nek način temu podobna. Sicer pa vemo, ne, da človekovo življenje, ne, recimo, da nekdo ima dobro genetiko, pa recimo, da zdravo živi, pa tako naprej, pa nekje okrog 100 leta, ne, doktor Ihar, nekako to gre, ne. Nekako se izkaže, ne, da tudi če bi tega človeka pomlajevali, ne, pa tudi njegove možganske celice malo pomlajevali, se približno v 100 letih ljudje naveličajo v resnici. Rečejo, da so utrujeni živeti, da so utrujeni. Rimbaud zelo dober ima, pa že za mlada je to rekel, dovolj videl, dovolj doživel, reče on, ne. Tako da jaz mislim, da bi recimo, da bi nam nekdo od zunaj, ne da bi se sami želeli, ampak nekdo od zunaj bi nam neko tako nesmrtnost vsilil, mislim, da bi vojne nastale, da bi si pridobili nazaj svojo smrtnost. Jaz bi še to dodal, pri tistem delu o krioniki, kot ste omenil, mi je bilo še posebno zanimivo potem, ko sem brskal malo po pravnih razpravah, ne, ker ti ljudje, ki plačajo pravzaprav $250,000 za to, da se dajo, da jih bodo, ko bodo umrli, da jih bodo zamrzali. Ti ljudje pravzaprav podpišajo skrajno poniževalno izjavo in sicer, ker so zakoni taki, oni pravzaprav prepuščajo svojo truplo podjetju. To pomeni, zaradi tega, ker pravni sistem ne bi mogel prenesti, da bi priznal nesmrtnost tistih, ki so zamrzeni. Kajti, če bi priznal tiste, bi se popolnoma zmešali dedovanje. To pomeni, če se ne bi izdal mrliški list, to pomeni, da bi bili v 30 letih lastniki vseh podjetij tisti zamrznenci, ki bi plavali v tekočem dušiku. In potem bi nadzorni sveti teh podjetij bi strašno v težavah, kakšna navodila in kako dobiti, se pravi, ves svet bi bil pravzaprav v lasti zamrzenih ljudi v tekočem dušiku v tem primeru. Kar je sicer zelo podoben današnjemu kapitalizmu, ampak skratka, ampak to je v bistvu strašno ponižanje. Torej, pristaneš na to, da podpišeš, da si last nekoga, da si ne človek, da si pravzaprav pravno samo še organ za eksperimente in za to plačaš $250,000. To pravzaprav se mi zdi neverjeten miselni premik. Doktorica Salecl, doktor Vulaček je omenil tudi ta narcisizem, da ta želja po nesmrtnosti je v bistvu posledica narcisizma in zdaj smo v tej dobi tako imenovane mi generacije, ki se ne bi se ukvarjala samo s sabo. In ali je res, da mogoče do te želje po nesmrtnosti pride tudi zaradi tega, ker vsak zase misli, da je nenadomestljiv najboljši in da se ljudje v preteklosti morda niso tako visoko cenili ali se imeli za tako izjemne? Ja, jaz bom
prvo šla malo nazaj na to, kar je dr. Ihan zdaj rekel. Ta pravna vprašanja so v bistvu zelo zanimiva, ne? Ker je eno pravno vprašanje, ki ga različne zakonodaje tudi zelo različno obravnavajo, je, ali smo mi lastniki same sebe. Ne? Namreč, recimo, angleška zakonodaja po koncu suženjstva v bistvu ima neko interpretacijo, da če ker ne moreš biti lastnik drugega človeka, v bistvu tudi nisi lastnik samega sebe. To vprašanje se je zelo močno postavilo pred par leti, ko so se ljudje odločili, da bodo darovali svoje telo za ta umetniški projekt tega Nemca, sem pozabila njegovo ime, ki razstavlja trupla. Ja, ne? In tukaj je bilo pravno vprašanje, ker na razstavi v Londonu so imeli en formular, kjer si lahko ti sebe vnaprej podaril v primeru svoje smrti temu umetniku. Ne? In pravno vprašanje je bilo, ali angleška zakonodaja to dovoljuje. In ena interpretacija je bila, da angleška ne, nemška pa. In da v bistvu, potem se je kasneje izkazalo, da je večina njegovih trupel prišlo iz Kitajske, da jih je v bistvu kupil od zapornikov, oziroma od zaporov, kjer so ubili zapornike. Ne? No, to drugo vprašanje teh krionikov, ta podjetja, seveda je zelo zanimivo vprašanje, je tudi, ali ne bojo potem ta podjetja podedovala. Ne? Če recimo dejansko bi koga oživela, potem bi bila oni, če so postali oni lastniki posameznika, ne? Lahko lastniki tudi njihovega bogatstva. Ne? Tako da v bistvu pragmatično, seveda, ker ste prej omenili, je vprašanje, ali bo ta podjetja preživela, najbrž bo treba razširiti pristojnosti kakih slabih bank, ne, da jih ohranijo pri življenju. Je pa lani bil zelo izpostavljen primer deklice, mlade ženske, mislim, da je bila v Ameriki, ki je zelo verjela v nevroznanost, mislila je to študirati, in ko je dobila možganski tumor, je pač dejansko njen oče bil proti temu, da se zamrzne, in ja, ona pa zdaj. Je bilo v bistvu zelo, recimo, vprašanje tudi, kaj se zgodi, ko pride znotraj, recimo, družine do nekega čistega razcepa v veri v, recimo, nesmrtnost oziroma sprejemanje smrti. Glede vašega vprašanja, glede narcizma, ja, do določene mere bi lahko rekla, ja, v družbi danes smo, mislim, živimo pod vplivom te zelo močne individualizacije, bombardirani smo z idejami, da moramo pravzaprav nenehno se ukvarjati s sabo, misliti nase in podobno, ampak jaz mislim, da večina ljudi se ne identificira čisto neposredno za to ideologijo, da je pravzaprav rezultat bombardiranja s to ideologijo ni to, da imamo takšen blazen porast narcizma, ampak da je v bistvu narcizem glorificiran, hkrati pa posameznik zelo trpi za dvomi, za tesnobo, za občutki krivde, za tem, da ni dovolj dober, in pravzaprav ga ta ideologija skozi te občutke zelo lepo pasificira na nek način, ko se nenehno ukvarjamo s sabo, se seveda ne ukvarjamo toliko z družbeno kritiko. Tako da ne bi rekla, da se je zgodila tako takšna blazna sprememba, da je prišlo do neke take radikalne patologizacije posameznika. Tako da zato mislim, da ta vprašanja smrtnosti in nesmrtnosti na nek način ostajajo kar zelo podobna, kot so bila, za to razliko, da nam nova tehnologija omogoča nove stvari. In na nek način, recimo prav genetika, ki jo knjiga v drugem delu zelo veliko analizira, dejansko ponuja neke nove oblike nesmrtnosti. Ne? Če lahko predpostavljamo, da bo iz nas nekdo lahko naredil novo telo, je to eno obljuba. Knjiga omenja, recimo, že, da na Kitajskem delajo živali. Ne? Jaz sem bila v takšnem laboratoriju na Kitajskem, kjer so imeli polno slik živali, ki so jih naredili, ne? In ceno, če hočeš 4 psičke, 3, 2, ne? In hkrati so nam vsem obiskovalcem dali majico, ne? Da naredijo nam lahko analizo genoma ceneje in hitreje kot katerakoli kompanija v svetu. Hvala. Kaj pa ta, vi omenjate v knjigi, ste tudi razvili nek program prijaznosti do sebe, ki so na nek način nasveti za to, kako bi človek bolje živel, bolj zdravo živel. Ampak hkrati pa pravite tudi, da je v bistvu smo genetsko predisponirani za neko določeno dobo in, če sem prav razumela, bolj kot toliko na to ne moramo vplivati. Mislim, ali program prijaznosti do sebe, super živila, antioksidanti, reden šport,
A ima to sploh smisel? No, vsekakor ima smisel, se pravi, mi imamo neko biološko mejo. Ta biološka meja ni v letih, ampak v obrabi organizma. In že pri živalih vemo, da živali, ki so po svoji biologiji živijo v naravi, 6-7 let, bodo v primeru, da so v domači oskrbi živela mnogo dlje, zato ker žival takoj, ko ji malo popusti vid, preneha živeti v gozdu. Doma lahko postane slepa, pa bo še vedno živela. Tako da ti programi, ko jih omenjam, ki pomenijo samo to, da človek dosti sistematično vzdržuje sebe v dobri kondiciji, ti programi sigurno optimizirajo tisto življenjsko dobo do tam nekje okrog 100 let, ko pa dejansko nastopijo težave v zvezi z nabiranjem, bom rekel, poljudno smeti v možganih, se pravi, ko začne demenca, pravzaprav ni bolezen, ampak je enostavno usoda staranja, in ko začnejo ti procesi v možganih, pravzaprav je težko reči, kaj pol človek še ima od naslednjih 20 ali pa 30 let. Formalno je pa seveda organizem mogoče zelo dolgo vzdrževati. Ana, bi vi še kaj dodatnega? Ja, tam je seveda ideja, da bi neko novo telo, retrogradno potem vplivalo na ono glavo, s katero se identificiramo. Ampak zdaj stvar je v tem, ko mi živimo, na našem telesu se nadomeščajo, to profesor Ihan bolj živi kot jaz, se nadomeščajo nekatere strukture z manj funkcionalnimi, recimo fibrinsko tkivo se med mišice vliva in ne vem kaj še vse to gre, maščobnega tkiva več in tako naprej. Brazgotini se telo tudi in takšne stvari, ampak pozabljamo pa to, da se seveda brazgotini tudi psihološko, čustveno življenje. Mi seveda, če intenzivno živimo, imamo celo vrsto nekih odnosov z drugimi ljudmi, doživljamo izgube dragih oseb in še druge izgube, recimo začasno izgubo zdravja ali pa seveda tudi staranje samo in tako naprej. In vse te izgube recimo nihče 100% ni sposoben obdelati in nastane nekaj, kar jaz tako to imenujem, nastane nekaj, čemu se reče psihološka brazgotina. Nekaj, kar tudi v smislu psihološke živosti, elastičnosti ni več tako funkcionalno, kot je. In nazadnje bi se seveda to zgodilo, če bi seveda, ko bi nas odmrznili, sploh imeli s kom še kakršnekoli odnose, da bi jih lahko izgubljali ali pa ne. Pa še eno reč bom povedal, ki se mi zdi pa v knjigi ključna in jo je profesor Ihan zelo dobro zaslutil, ampak mi je žal, da jo ni bolj razvil in sicer on govori v življenju o opuščanju nekih stvari. Opuščanje, kaj pa izvem, oseb, ki smo izgubili, da jih spustimo oditi, da vse tisto, kar ne moramo zadržati, da odpustimo. In zdaj, v psihiatriji, pa tudi psihoanalizi in psihoterapiji se zelo poudarja pravzaprav navezanost, pa zdrave navezanost, pa popolne navezanosti in ponavadi se tam konča. V resnici je pa to izredno pomembno, čemur se reče odveza od stvari. Zdaj, Angleži rečejo attachment, potem je pa seveda to detachment. Ta funkcija, ki jo slabo obvladamo, pa bi se jo mogli po moje boljše naučiti, ta je tista, o kateri vi nekoliko spregovorite, bi bil vesel, če bi še kaj tukaj rekli, ki se mi zdi ključna. In se ob tem spomnim seveda na enega znanega francoskega filozofa, ki je pri nas premalo poznan, sploh ne vem, če je kaj prevedeno, Michel Serres se imenuje. On je napisal prav eno knjigo s tem naslovom Detachment, kjer pravzaprav govori o tem, kako se odvezati od nekaterih stvari. Nazadnje tudi od samega sebe v resnici.
Torej, v zvezi s tem jaz v tej knjigi začnem predvsem analizirati se pravi to navezanost, predvsem skozi strahove. Prav strah se meni zdi, v temelju je strah pred smrtjo, je tisti, zaradi katerega človek že od otroštva naprej začne sprejemati mite, kako kompenzira ta strah, se pravi od mita Barbike, kako kompenzirati strah pred žensko vlogo in pred odnosom z mamo, do vseh mogočih mitov, ki jih sprejemamo. In seveda en del tega spuščanja je že v dozorevanju, ko začnemo mite, se pravi mite, ki si jih dobimo v otroštvu, da bi zavarovali svoje strahove, jih v nekem normalnem procesu dozorevanja začnemo že izpuščati in se sprijazniti z samim sabo, torej s tistim, kar ni več mit. In spuščanje teh mitov je pravzaprav že tisto najbolj pomembno spuščanje, se pravi, ne živimo več mitologije, ki je družbena vedno, ampak se spustimo na svoj organizem, svoje lastno življenje, tak kot je. In to je že tisto bistveno spuščanje, kajti če se ravnamo po mitih, moramo biti neprestano v kontaktu z vsemi v družbi, moramo biti neprestano aktivni, ne smemo nikogar spustiti, ker je to znak, da smo slabi, pač družba na svojimi miti sili v to nenehno aktivnost. In prvi del spuščanja je to, da prebijemo te mite, seveda pod miti so vedno strahovi, strahovi lastne realnosti. Torej, si takšen, kot si, ne tak, kot si se naučil, da bi mogel biti, da te ne bi bilo strah. Se pravi, ne močen, ker pač nisi, ampak tak, kot iztok moči, kot jo dejansko imaš. In to je prvi del. Se pravi, drugi del opuščanja je pa seveda tisti, ko realna sila človeka še bolj pada, se pravi, ko nismo več v tistem stanju, ko je to naša, bom rekel, zdrava realnost, ampak smo v stanju, ko začnemo se počasi pomikati k polovični moči, k 30% moči. In to izpuščanje, če je konstantno, človeku omogoča nek mir. Se pravi, seveda, veliko težje se je spustiti, če človek nenehno vztraja na 100% moči, čeprav ima v resnici 30%, potem se pa naenkrat znajde pred neko usodno diagnozo in takrat je treba zgrmeti dol. Veliko bolj funkcionalno bi bilo, da bi bil takrat, ko je že na 30%, tudi v resnici pri sebi sprijaznen s temi 30%. Zdaj, še ena tema, ki je velikrat tabu znotraj medicine, je v bistvu pa opuščanje zdravljenja, ne? Na kateri točki še iti naprej, na kateri morda zaustaviti. V knjigi David Riff, sin od Susan Sontag, je napisal eno knjigo, kjer je neke vrste spomin na mamo, se spominjam, ki nekje omeni, da sta Susan Sontag in njen zdravnik živela kot v enem svoji dvojni fantaziji, da ji je zdravnik nenehno ponujal nove možnosti in mama, ki je ves čas bila borka, ki je ves čas verjela tudi v svojo izjemno moč, mu je nenehno verjela in šla iz enega eksperimentalnega tretmaja v drugega in seveda pravzaprav na nek način umrla prej, kot bi morda sicer, ker pač ti eksperimentalni programi niso delovali. Ne? In David Riff to omeni kot ena skoraj dvojna norost. No, zdaj sem prebrala pa dve knjigi znotraj medicine, ki se zelo zanimivo ukvarjata s tem vprašanjem, recimo opuščanja zdravljenja. Ena je lanskoletni bestseller When Breath Becomes Air, ko dih postane zrak. Napisal jo je ameriški neurokirurg Paul Kaliniti, ki je pri 37 letih zbolel za neozdravljivim rakom pljuč, ki
ki se je razširil zelo hitro na druge dele telesa. In v tej knjigi on opisuje ta trenutek, ko kot zdravnik se sooča s svojo lastno smrtnostjo. In glavna teza te knjige je v bistvu to, da v bistvu na nek način pravzaprav jemlje življenje, ne kot neki, ki ga moti trpljenje, ampak kjer je trpljenje pravzaprav del življenja. To je, bom rekla, v enem stavku. In drug problem te knjige je tudi, kako še ohraniti v bistvu neko življenje, takrat, ko veš, da ga ni, kako živeti tisto zadnjo leto in hkrati na nek način ta knjiga tudi ima en zelo zanimiv problem, tudi kako se soočati s tem, ali bi imel otroka takrat, ko veš, da ne boš več dolgo živel in ne, in on in njegova žena se pravzaprav v zadnjem letu življenja odločita še za otroka in v bistvu ta slovo, ki ga skozi to knjigo naredi, to je v bistvu knjiga na pol posvečena tej hčerki, je ena taka pravzaprav nekaj ljubezensko, lahko rečem, darilo, ampak preizpraševanje življenja, pomena življenja, še posebej takrat, ko se ti je vsa zgodba, ki si jo pripovedoval, sploh zgodba, recimo uspeha, kakšen zdravnik bo in vse to v enem trenutku sesula. Druga knjiga, ki je prevedena v slovenščino, je pa Minljivost Atul Gawande, pa zelo priporočam, ker se pa prav s tem ukvarja, kdaj opustiti zdravljenje in on kot zdravnik recimo v bistvu svetuje svojim kolegom par postopkov, kako z bolniki, ki so v bistvu na smrt bolni, odpreti vprašanja, kdaj se še boriti, kdaj še novo terapijo in kdaj pa v bistvu pustiti telesu, da se nekako počasi poslovi brez bombardiranja z nekimi drugimi, recimo, intervencijami, medicinskimi intervencijami. In seveda, knjiga tudi zelo na nek način podpira vračanje nazaj k, recimo, umiranju doma, ki je postala že skoraj da redkost. Hvala. Kako pa se človek lahko sprijazni z lastno smrtnostjo? Kaj mu lahko pomaga, da se vsaj delno znebi strahu pred smrtjo? Jaz mislim, da je predvsem recept to, da se s tem treba začeti ukvarjati zgodaj. In kot vem, so stari Grki imeli med tistimi svojimi temeljnimi stvarmi, ki jih je treba v življenju početi, kot recimo telesna vadba, filozofiranje, neprestana refleksija, so imeli eno kategorijo, ki si je rekla priprava na smrt. In to je pravzaprav veljalo tako rekoč za vsakega državljana. Zdaj, kako se pa naj ljudje pripravljajo na smrt, če pa smrti, kot je dr. Sarislava povedala, skoraj ne vidijo. Otroci nimajo nobenega opravka. Zdaj, če bi koga vprašal, mogoče tudi med vami, kdaj je nazadnje videl kakšnega mrtvega človeka, bi verjetno imel že problem. Ampak ne gre samo za mrtvega človeka, gre za vse tisto, kar se okrog tega dogaja. Tako da, jaz mislim, da se pravim, ko je najvišji dan, se je treba s tem ukvarjati in vedeti tudi, da je pravzaprav čas na nek način neka relativna reč. Zdaj sem pravzaprav na tem, da moram neko svojo izkušnjo povedati. Nekaj let nazaj sem bil res na smrt bolan, sem mislil, da ne bo konc, in tako naprej. In potem sem svoje življenje nekoliko preuredil in spremenil in moram reči, da je moje doživljanje in tek časa se popolnoma spremenil. Bi rekel, da zdaj eno leto velja morda za 5 drugih, ko prej sem ogromno delal, skratka neka prerasporeditev delovnega časa oziroma delov, sploh časa, ni bila pravšna. In zdaj, če vzamete v obzir to relativnost časa, se mi zdi, da je časa v tej smrtnosti popolnoma dovolj. Seveda pa mislim, da se zagotovo v literaturi, pa še kje v kakšni drugi umetnosti, vse je neprestano ta tematika na nek način prisotna, smrti, trpljenja in tako naprej. Treba imeti odprte oči za to, pa ne se temu izogibati, ker smrt je zmeri, po moje, nekaj, kar seveda za vsakega je to neznanka, noben ne ve, kako to je, ko umreš. In zaradi tega, ravno zaradi tega, ker nič ne vemo o tem, ogromno enih projekcij pravzaprav spravimo na to področje.
In velikrat seveda tudi stvari, ki jih davno bi mogli že poprej razrešiti, tudi v otroštvu in kasneje. Skratka, veliko stvari, s katerimi se psihoanaliza ukvarja, pa jih poskuša razreševati, ne bi bilo treba na tak način v tole ubogo smrt projicirati. No. Meni se prav smil. No, v tem enem poglavju se seveda skušam lotevati od tega zdravniškega vidika, torej na nek način zdravniki potrebujejo pravila, se pravi opuščanje zdravljenja, eutanazija. Vse te stvari so take, v kateri družba mora se pogovarjati. To je znak zrelosti družbe. Ni znak, da bi se mogla družba na en ali pa drug način odločiti glede teh stvari, ampak vsekakor se mora pogovarjati, ker zdravniki, predvsem od zdravnikov ne moramo pričakovati, da bodo delali nekaj, kar je v nasprotju zelo natančnim družbenim dogovorom. Kajti glede vprašanj zdravljenja, opuščanja zdravljenja, eutanazije, so zdravniki običajni ljudje kot vsi. In če se zanašajo samo na svoj občutek, kar je pravzaprav ta privzgojena družbena morala do smrti, ki se zreducira v zapoved ne ubijaj, to za zdravnike ni funkcionalno, kajti zdravnike se znajdejo v toliko različnih situacijah, da samo to ne ubijaj, pa življenje je sveto, nič ne pomeni. Se pravi, in tukaj navajam en primer tiste italijanske Luana, mislim, da je bila ena punčka, ki jo je oče, ki je bila v vegetativnem stanju in jo oče po 17 letih iztožil na sodišču, da se jo neha, da se ji pusti umreti. In seveda so zdravniki to lahko naredili samo na ta način, da so ji ukinili hrano pa tekočino. Kar pomeni, da je po enem tednu brez hrane pa tekočine seveda umrla. In takrat so se naredile velike razprave, če ni to hipokrizija, ker zdravniki so tisti hip, ko so prenehali z hranjenjem pa hidracijo, so vedeli, da bo umrla. Se pravi, to ni bil pasiven poseg, kot je bil formalno, ampak je bil dejansko aktiven poseg. Se si ne mora zdravnik farbati, da bo mogoče pa, ko ji bo ukinil hrano, da bo pa mogoče kar začela živeti. To itak vemo, da ni. Ne? In zato so bile razprave, zakaj takrat, če se odločiš, da bo nekdo umrl, zakaj tega niso naredili na lahek način, se pravi na tisk, ko zdravniki znajo, se pravi anestetik, ustavitev srca, to pomeni, ampak to pomeni eutanazija. In to tudi v knjigi potem razlagam, da se mi kljub temu zdi točno tisto, kar je pravilno. Se pravi, od zdravnika ne morete zahtevati, da bo delal karkoli, kar je zunaj družbenega dogovora. Se pravi, zdravnik je pomagal Luani maksimalno, ko je to bilo znotraj sistema možno, da lahko še sam sebi v oči pogleda, da ima mirno vest, se pravi, mora iti po tistih protokolih, kot jih predvideva družba. Kar pa ne pomeni, da se teh protokolov, seveda za družbeno razpravo, ni smiselno spreminjati takrat, kadar se zdi. Kajti samo zato, da bi ohranjali neko svetost življenja, je vprašanje, če moramo za to žrtvovati tiste, ki bi rabili nek drug protokol ukrepanja. Ker človek, ki umira, se nima kaj pomagati z našimi tabuji, ki varujejo recimo sveto življenja, ki je pravzaprav v naši družbi bolj pravica oblasti, da uravnava življenje, ne pa posameznikov, da uravnavajo življenje. Hvala lepa. Za konec bi zastavila eno morda malo nemogoče vprašanje, ampak se ponuja kar samo. Če bi se
vi trije znašli v matrici in imeli na izbiro 2 tableti, eno za nesmrtnost in eno za smrtnost. Katero bi izbrali? Ja, to se mi zdi malo problematično vprašanje, ampak jaz bi se za smrtnost odločil. Meni bi bila to informacija, da sem v matrici, kar pomeni, da če se vsaj enkrat izberem. Jaz bi pa grobel. Najlepša hvala vsem trem gostom, dr. Alojzu Ihanu, dr. Matjažu Lunačku in dr. Renati Salecel. Hvala vsem, ki ste bili z nami, vabljeni k branju krasne knjige in upam, da se kmalu spet srečamo.